Evo. Ja, stari smo. Lepi pogledi, tako da to si človek sam želi. Dobro jutro, dober dan. Nov dan je pred nam. Stanovanje smo že zapustili, oddali ključe, ker danes gremo na drug otok. Ampak let imamo kaj ob 4-5 popoldne in seveda bomo to zdaj še malo raziskovali. Zdaj trenutno se nahajamo na Monte Brazil. To je neki hrib, tak pol otok, gre ven iz glavnega mesta Angra. Že tako famozno je videti iz same ceste, ki gledaš. Mi smo to tam gledali iz terase našega stanovanja, ste videli eno tako veliko gmoto, en pol otok. Tako da zdaj bomo tole majčkeno raziskali. Se čez avtom gor pride. No, je pa tukaj še nekaj zanimivega, poleg naravnih lepot, ki vam bom pokazal, in to je zadeva, nad katero sem jaz navdušen, boste vedeli. No, tukaj, ko smo zdaj prišli, je kao en kraj, ki je veliko muckov, in seveda se veste, nad mucki sem jaz navdušen. Evo, tale je ta prvi, muco pa meni, da se me ne bojiš. Ja, revež sicer je dober hranjen, tako da nima problemov. Mucko, kaj boš ti povedal? Ja, kako si lep. Ti si pa pravi lepotec. Ti pa si lepo. In ti se pogovarjaš z mano, tako kot se Garfo pogovarja. Prideš malo do mene, da te pobožam. Lepotec, lepi, pridi, no. Ja, lejte, zdaj pa tudi ta se bolj ukorajžil. Da vidimo, če se pusti pobožati. Mico, nisi ti načrkljiv, ali kaj? Micek, daj, da te pobožam, no. Se veš, da se bova midva razumela, ne, ja. Ne razume, ja. Ni. Aha, tale bo pa zdaj prišel. Kje si, Micko? Lepoca sta videl, obedva sta lepoca, nekaj. Ja. Še en, ki malo na Garfota potegne. Ja, Garfi, po kaj se vi mene vsi bojite? Sem mislil, da niso tako boječi. Wow, kakšen super razgled na mesto Angra. No, tle po teli poti hodim. Prijetno, lepi pogledi, tako da to si človek sam želi. Zdaj po mojem je treba iti še tlele gor, pa smo na vrhu. Drugače pa zdaj sem na en jeziček prišel. In so ful dobri razgledi. To je zdaj drug konc tega hriba. Tako da imamo namen se sprehoditi tudi še. Tlele nekje tamle odzad so najbrž klifi. Pa bomo šli to pogledati, da vidimo, kako je videti, ampak tudi že tole je super, se verjetno strinjate. Zdaj sem na najvišji točki Monte Brazila. Dober razgled. Tako da zdaj gremo po drugi poti dol, pa gremo kele še do tisle, ki zgleda kot neki spomenik, pol pa še tjale na klife. Mislim, da so klifi, da smo z one strani videli, tako da to bo zanimivo. Tole je pa po mojem neka stara cerkvica. Se po izgledu bi rekel, pa glede na to, da je ta križ tukaj v zadju. Predvidevam, nisem pa siguren. Ne vem. Tle gor bo splezal. Mirkej, se ruka kamen. Kaj
A ja, navšel čez do gor, v redu, nič na... Še na vrh. Mehno je zelo san tis kamen. Evo, bravo, aj dost, navšel naprej. No pa ne bo. Evo. Zdaj smo se pa z avtom zapeljali na tale drug hribček. Smo se v avto vseli, ker smo mislili, da je tu, ne vem, blizu kilometra, je pa sem 200 metrov. Tako da so pa tamle od odzadej zelo dobri razgledi na mest. Pa še nekaj zanimivega smo videli, vam bom pokazal v nadaljevanju. Tole je ena stražarnica. Jaz sem drugače tukaj prebral, da so teli Azori imeli zelo pomembno vlogo v drugi svetovni vojni. To so imeli čez zavezniki in seveda, če imaš sred oceana neko bazo, je to ful korist. Tako da gor ste že videli razne protiletalske tope, pa vse živo, tako da to je tukaj bila neka baza v drugi svetovni vojni. Še ena lepa razgledna točka, kjer je odličen razgled na glavno mesto otoka Trecera. Angra se imenuje tole mesto. Tamle vidite malo ostanke gradu, mislim ne ostanke, ker grad, samo ne vidi se tukaj tako dober. Gač tukaj, kakor vidite, zelo veliko zanimivih stvari, nobene vstopnine, nobene parkirnine, nič. Boš kaj povedal, majster? Dej povej kaj, no? Si čisto sam? Maja? Maja, dej mu kaj po portugalsko povej, mene ne razume po slovensko. Hola. Evo, lej, vidiš? Odgovoril. ¿Cómo bien? Hola. Hola. Majster. Me ignoriraš? Buena tarde. Maja je rekla, da je unle gor hotel kausant. Bomo videli, če bo tudi mene. Kjer ta bel ali ta? Ko je, majster? Tis, kar imajo hotel kausant? Veš, mene se pa bojijo. Poglejte tega posebnega petelina. Ima čist kosmate noge. Ne kosmate, pernate. Vidite ga? Mojster, ti si pa en poseben tip, a? Tle imajo pravi živalski vrt, gledajte celo tele, ne vem, kaj so tu neki jeleni, ne vem. Tamle v zadju še pav. Zanimivo. Zdaj smo pa tam na drugi stran tega polotoka, ki sem vam pokazal, ki sem rekel, da so klifi. In ja, tukaj je kar strmo dol. Po mojem, če padeš dol, se glih direkt v morju ustaviš. Tam smo hoteli iti po vrh, pa en vojak stal, pa rekel, da ne smemo iti, ko streljajo. Smo pa tle nekje najdli od spodaj eno pot, pa smo šli. Se pa tle ležal tole končuje. Je pa, glejte, zelo lepo, če tole pogledaš. Top, no. Zdaj smo pa že na drugi lokaciji. Smo prišli pogledat tale otok, oziroma to sta dva otoka, vulkanska. Včasih je bil eden, Bog ve koliko časa nazaj, ampak ga je verjeten, da morje prepolovilo na pol. Vidite tamle tisle jeziček ven, ki gleda, ne? Tam smo pa prej bili, ne? Tako da drugače pa prijetno sonček, 22 stopinj, boljš ne more biti.
Tomaž, koliko let se nis? Ne vem, veliko. Ampak še zvonem z nama. Vidim, ja. Dober se guncaš. Probal je tu okoli in okoli, da se zavrti. No, dej. Tela je cesta, vidiš. Tu, tamle, a ne konc bo. Če pisa sem, da je bilo vsej zaobrn, da bi bilo. Sem šel peš pogledat, kako je situacija in zgleda, da se je tlele dalo obrniti. Bo. Tlele ga bomo parkirali, pa gremo pa peš gor. Tole bo zanimivo, lejte. Kravice, super. Tukaj smo se namenili iti na en vulkan. Zdaj pa nekako ugotavljamo, da nismo najboljš naredili. Parkirali smo. Se kaj bojiš, krav? Ne, če pa ga doma. Če koga pa se bojiš? Ja ne, sam lahko pride bik, A je bika pa se krav pa ne? to se vsak normalen se bika boji. Zdaj smo prišli do tega ugaslega vulkana. Vidite, tole je krater noter. Sicer je tak manjši verjeten bil, pa je že zelo dolg cajt, kar je zbruhnil. Tako da se noter lepo kravice pasejo. Če ne bi bil krater, ne bi človek rekel, da je vulkan. Drugače pa ful lepo. Idite tudi na to stran. Poglejte tele polja zelena. Noro, pa še kravice so. Iz zaletom pa preskočiš, ka na teku na 110 zavir. Bo. Evo Tomaž, če ti bom država torbe. Ti misliš, da bi je šel tle vmes? Vida, kakor mačk. No, Tomaž, gremo. Jaz sem pa kar odvezal, lej. Ker nisem dober športnik, evo, imam pa v glavu. Evo, ja bravo. Kar odprt pust. Ja, sem tudi jaz tu pomislil, Aha. bomo šli nazaj. Kaj pa, če ne bomo šli? Ja, res, Tako zaveš, da ni pa pošteno, da človeku tle pustimo seveda. odprto. Pa se pa lahko krave zmešajo od enega pa od drugega, pa je prec problem. Evo. Spet izzivi. Najboljš, da grejo na drugo stran. Pas elektrike morda noter. Evo, bravo. Evo še Tomaž. Oviratlon. Elektrika. Pa mislim, da ne bi smela biti samo merke od spoda, da je trden kamen. Kaj traj tlele, tlek sem jaz šla, lej. Malo štoraste. Evo, Ja, stari smo. Zdaj smo šli še na eno razgledno točko. In če to drži, da zelena pomerja, glejte, moraš tle ratati čist pomerjen, ker je vse živo zelene barve. no evo, Tomaž. Malco s sabo.
A s Češke? Kaj češki turist. Ja. Lej, veš, kako je, tale potovanje je drago, treba šparati, pa na letališču je drago, ne? Pa 2 gorenca imaš zraven, Ja, se že nalezu. Ja. zdaj viš, pa bomo lepo malo olivce, kefirček, pa kruh, pa banane iz Azorov. Tako da, to je to, ne? Imamo pa raj na zemlji, evo. To je to. Tako da, jaz nisem zakomplicirana. Tudi mi dva ne. Dober tek. Hvala. Naše raziskovanje otoka Tresira se je končalo. Zdaj pa letimo na otok Piko, ki je menda še bolj zanimiv, pa že tole ni bilo slabo. Tole je tudi punca na Rentakarju rekla, ne, da ona je iz tega otoka, ampak da Piko je bolj všeč, da se bomo super imeli. Čakamo letalo, ima pa zamude skoraj 1 urco. Ampak nič za to, tole bomo lepo počakali. Je pa ful dober, ljudje so ful prijazni, cene so nizke. Prav, res vam povem, ljudje, en sam užitek. Komaj čakam, da grem v penzijo, jaz bom skozi potoval. Jaz bom samo potoval, Madonna. Tamle mi eni pišejo komentarje, odkje mi denar, da tu potujem. Ljudje, ali to ni tako drago, kot mislite, ne? Tako da prenočišče povprečno plačujemo 25 evrov, ne? To je približno isto kot v Bosni, tako da to sploh ni drago. Tako da nič, naslednjič se verjetno javim iz naslednjega otoka. Evo, tale nas bo odpeljal na otok Piko iz propelerji. Nazadnje sem se s takim lepeljal na Filipinih. Malo bolj počas gre, malo bolj ropota, ampak prideš pa. Tako da čisto okej. Takole je noter videti 2 vrste sedežev na vsaki stran. Je pa kar komod, bolj kot v Rajnov. Prispel na otok Piko. Upam, da tamle mojo prtljago raztovarjajo. Glejte, to je pa vulkan Piko, na katerega gremo jutri, 2200, tako nekako. Komaj čakam. Končno prispel v naš apartma na otoku Piko. Tukaj ne razumem čisto, zakaj imamo tako, kot imamo. Glejte, da vam pokažem, vmes pa še razložim. Glejte, za darilo so nam dali tle liter mleka, flašo vode, marmelado in žganje je posod, tako da to je to. Tle ste videli kuhna, dnevni plac, tukaj spalnica z 2 enojnim posteljam. Lepa. No, potem pa tukaj WC kopalnica, tudi zelo lepo, tuš kabina, res top lepo. No, zdaj pa gremo še gor. No, spim pa tukajle. Fantastično, če mene vprašaš. Fantastično. Tlele imam še tole, mi ful dobro greje. Ampak zakaj je fora, kaj mi ni jasno? Mi imamo 2 takele so nam dali. Ker bi bilo okej, če bi nam dali eno, ne vem. Plačali smo pa za tole 60 evrov na dan za 2 takele zadeve. Tako da, mislim, jaz vam rekel super. Ne razumem pa čisto zakaj so nam 2 dali, ker bi lahko bili v eni, tako da tole imam jaz vse sam. Noro.
Jutri pa še pogled na morje pokažem, pa vse to. Mislim, meni je super.